Mimo grede. Ni literature o čebelarstvu, ki ne bi zajemala tudi poglavja o medovitih rastlinah, torej tistih, ki med cvetenjem izločajo za čebele koristna nektar in cvetni prah. Čebele nabirajo na cvetovih sladki sok medičino, ki je za njih, bi rekel, energijska hrana, ki jim daje sladkor. Sladkor je energija za čebele, nabirajo pa še cvetni prah, ki je pa, bi rekel, dietetična hrana, ki ima beljakovine. In to je recimo kot hrana za čebele, pazite. Zdaj mi se pogovarjamo o tej žuželki, ki ona dela zase, ne za čebelarja. Za razvoj družine cvetni prah, recimo spomladi je zelo pomemben. Te dve vrste hrane čebela nabira in skladišči v satih v panju. Čebelja družina v enem letu porabi približno 70 kg medu in od 20 do 30 kg cvetnega prahu. Za kilogram medu morajo čebele prinesti v pan od 3 do 4 kg medičine. Za vsak kilometr poti pa čebela porabi miligram le-te. Čebelari smo prišli do zaključka, da je treba čebelam pomagati. To smo mi posegli v razvoj čebele, da mislim, da v teh časih čebela sama kot taka ne bi preživela brez pomoči čebelarja. Če gledava 100 let nazaj, pa čebele so lepo v naravi živele, ali pa toliko milijonov let so preživele, sploh vedeli niso, da čebelar obstaja. In zaradi tega je prišlo do tega spoznanja potrebe, da moramo čebelam pomagati tudi na ta način, da začnemo sejati medovite rastline. Trajče Nikolovski je čebelar, ki pravi, da je človek naravo za svojo korist tako grdo spremenil in ob tem pozabil, da bo z uničevanjem narave uničil tudi sebe. Pri nas je ta tradicija čebelarstva tako močna, tako zakoreninjena, da čebelari smo veseli, da sosedu sadjaru naše čebele mu opraširče, če greste čez metle 150 km pri Avstrijcih, sadjar plača čebelarju, da mu pripelje panje, da mu oprašijo tega. Ampak pustimo, to je počas bo verjetno tudi pri nas prišlo, ker so čebele tako ogrožene, pa bo počas tudi številčno zmanjkalo. Trajče Nikolovski je tudi avtor knjige Medovite rastline, ki jo je pred kratkim izdala Čebelarska zveza Slovenije. To je pripravljal 20 let, v njej pa zajel 200 medovitih rastlin, opisal njihov čas cvetenja, zdravilne lastnosti, različna slovenska ljudska imena in tudi to, katere sodijo med zelenjadnice. Medonosne zelenjadnice so na primer redkev, kumara in buča. Trajče Nikolovski, tudi sam navdušen vrtičkar, je kratici Patra Ašiča, KRRT, torej koprivi, rmanu, regratu in trpotcu, dodal še žajbelj, sivko in rožmarin, izredno medovite dišavnice, ki čebele privabljajo z vonjem in barvo. V medovite rastline spadajo dišavnice, zdravilne rastline, začimnice, pa tudi zelenjadnice. To vem, če imate od vseh teh naštet po malem na vrtu, to je idealno za čebele, idealno za vrtnarja, ki se bo s tem, ali pa čebelarja vrtnarja, ki se bo s tem ukvarjal. Evo recimo kot začimna pehtran, timijan, potem so vse te, bi rekel, zelena, tudi listna zelena ali pa gomoljna zelena. Potem imate od buče so zelo zani, sončnice kot okrasne, če jo date na vrtu ob robovih. Če pa zdaj to recimo povem, da vse te rastline pač so sonče ljube, imajo rad, da so na soncu, pa bolj v zavetrnem delu vrta, če recimo kot tlele zdaj piha, ker čebele pa ne marajo, da piha, jih moti pri letenju in veter je isto enaka ovira kot dež, če dežuje, ne more leteti, v primerjavi recimo z drugimi insekti, je ta njihova teža v primerjavi čebelam boljša, ker letijo tudi v nižjih temperaturah, tudi če je vetrovno, pa tudi če mičkan dežuje. Čebele pa takrat so pa v panju. Veliko je teh rastlin, ki jih lahko na vrtu imamo kot okrasne. Recimo jaz imam primer boreč, pa pegasti badelj, recimo po kotih lahko pride pegasti badelj. Potem imam zdaj veliko teh sivke, rožmarina, japonske anemone, ki tudi v jesen podcvetijo. Mislim, paleta teh rastlin je ogromna, s tem, da s tem si mi porečimo tudi ta uporabno okrasni del vrta s tem sajenjem ali pa sejanjem medovitih rastlin si popestrimo. Vrt je enkratno lep za videti. Torej, če imate svoj vrtiček, medovitim rastlinam, to so tudi robida, malina, ribes in dišeča vrtnica, namenite njegov sončni del. Možnost pa je tudi, da z medovitimi rastlinami odsvetličite balkonska korita. Okrasne medovite rastline so na primer pušpan ali pa jesenske astre. Recimo mi imamo na balkonu doma zdaj dolga leta nazaj
nizki paradižnik. Je drobčkan, ampak veliko se ga nabere in tudi čebele pridejo, kadar cveti. Ne? Zraven recimo jaz ponavadi imam tisto dobri in slabi sosedje, ponavadi paradižnika imam zeleno ali pa peteršilj, ki prav pride za v kuhno, baziliko, pa šnitlehta ali pa, kako mu reče, drobnjak, ki ima lepe te bunkice, potem so tele godecija. Kot pravi čebelar Trajče Nikolovski, avtor knjige Medovite rastline, se včasih zdi, da čebel medovite rastline ne zanimajo, a to le takrat, ko je dovolj druge paše. Ko ti zmanjka in so morda vremenske razmere slabe, pa čebele najdejo prav vsako medovito cvetlico. Mimo grede. Kranjska čebela je torej marljiva opraševalka, a raziskave so pokazale, da je tudi vloga divjih opraševalcev veliko večja, kot smo domnevali v preteklosti. Ti naj bi oprašili vsaj polovico kmetijskih rastlin, velik delež tega dela pa opravijo čmrli, ki so presenetljivo hitri in letajo tudi v slabem vremenu. Koristne žuželke so bistven element permakulture, pomagajo opraševati in hkrati ščitijo vrt pred večino škodljivih žuželk. Pikapolonice dnevno pojedo od 150 do 800 listnih uši. Strigalice uničujejo pršice, tančičarice bodo pojedle kaparje in slepci polže lazarje. A težava nastane, ker je okolica naših domov vse bolj polikana, urejena do zadnje podrobnosti in ravno zaradi tega neprijazna do žuželk. O pomenu divjih opraševalcev in koristnih organizmih v vrtu ter kako jih pripraviti, da bi se zadržali v okolici našega vrta, pa Miha Šval. Za odmrla drevesa, grmovje, kupe kamenja, kjer žuželke najraje odlagajo jajčeca v zgledno urejenem vrtu, ni prostora. Zato je treba poskrbeti za kotiček, kjer se žuželke dobro počutijo. Ena od urbanih rešitev je žuželčnik, hotel za žuželke. A ta izraza, pravi Rok Finale, predavatelj na Biotehniškem centru Naklo, nista povsem primerna. Jaz bom rajše govoril o koristnih organizmih, ker gre pravzaprav za združbo večjih organizmov, tako os, samotark, čmrlov, tudi raznih dvoživk, potem raznih mrtinčkov in podobnih plazivcev. Ob vrtu zdaj večina nima nekih čebela. Ne? In glede na vse te pomore čebel, ki so se dogajali in se verjetno tudi še bodo dogajali, je zelo, zelo pomembno, še posebno v permakulturnem vrtu, da imamo v bližini neke te hotele, neka domovanja koristnih organizmov, ki ni nujno, da jih kupimo in jih lahko pravzaprav ustvarimo sami. To so neka navrtana debla, tudi slama, potem razne skale, pravzaprav neka kombinacija različnih struktur in različno velikih lukenj za različno velike živali, ki pa potem bodisi oprašujejo določene dele našega vrta, bodisi poskrbijo za razne škodljivce, kot so uši, zaradi česar potem uporabljamo bistveno manj fitofarmacevtskih sredstev ali pa se jim pravzaprav res odpovemo. Večji hotel za koristne organizme z apartmaji v spodnji etaži, v katerih je kamenje ali stare opeke, bo privabil plazivce. V višjih nadstropjih ali manjših enotah s kamricami, opremljenimi z ločjem, trstiko, slamo, storži, vejicami, žaganjem in navrtanimi debli, pa bodo prijeten dom našle žuželke. Zdaj najmanjši so recimo tam nekje 20 na 30 cm, je že čisto dovolj za en manjši vrt. Tule to, kar vidva v arboretumu, je res en gigant. Arboretum je zelo velik in si nekaj tazga lahko privošči. In zdaj, če imamo mi tudi velik vrt v kombinaciji še s sadovnjakom, recimo, absolutno lahko ali eden večji, lahko tudi več manjših, posejanih. Kaj pa bojazen, da bo naš hotel postal domovanje tistih žuželk, ki si jih ne želimo v bližini ali so celo škodljive? Je ta upravičena? Načeloma ne, ker recimo pomislek bi bil tukaj recimo glede sršenov, sploh kitajskega sršena, ampak načeloma se sršeni radi zavlečajo v bistveno toplejše kraje, v bolj nedostopne konce kakšnih podstreh, tako da zaenkrat moram reči, da se ta problem s temi hotelčki ni pojavljal. Hotelov za žuželke, ali kot smo se naučili, rezortov za koristne organizme, je v vrtnih centrih in različnih trgovinah iz leta v leto več. Ponudba je ogromna, cene niti ne pretirane. A ni treba biti mizarski mojster, da ga naredite sami. Potrebujete le nekaj deščic, žago, žeblje, nekaj naravnih materialov ter malo spretnosti in domišljije. Priporočilo za mlado družino, neko ustvarjanje, skupaj naberemo neke materiale, lahko dodamo tudi barve na vodni osnovi, razne disperzije in podobne stvari, tako da je še malo bolj kreativno, cela družina se zabava, tako da, ja, dajmo se igrati.
Mimo grede. Naš radijski Gartelc.